Ste nedavno iz plastičnega lončka pili sok, potem pa plastiko zavrgli, namesto da bi uporabili steklen kozarec? Napaka. Vsako leto v morje in oceane odvržemo 8 milijonov ton plastičnih odpadkov. Številni ekologi se zato bojijo, da bo do leta 2050 v morju več plastike kot rib. Danes so o odpadni plastiki na grobnih svečah govorili naši poslanci. Poslanci Evropskega parlamenta pa so se ta teden odločili, da bo treba uporabo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo zmanjšati. Jedilni pribor iz plastike, krožniki, vatirane palčke, slamice, palčke za balone, za mešanje pijač in vrečke. Vsi ti plastični izdelki za enkratno uporabo, ki vsebujejo strupene kemikalije, obsegajo 70% vseh morskih odpadkov in ogrožajo okoli 700 morskih vrst. Plastic parts are found in sea turtles, seals, birds, whales and fish. They enter the food chain, harm the environment and pose a threat to human health. Plastika v morju torej ne ogroža le živali, ampak tudi ljudi. Poslanci Evropskega parlamenta so zato v sredo sprejeli pravila, ki med drugim določajo, da bi že čez dobri 2 leti, leta 2021, prepovedali prodajo tistih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, ki vsebujejo nevarne kemikalije. Da ta pravila začnejo veljati, pa jih morajo potrditi še druge evropske ustanove. Nazadnje jih potrdi še vsaka država članica Evropske unije, torej tudi Slovenija. Pomemben korak pri varovanju okolja so naredile tudi že številne azijske in afriške države, ki so prepovedale plastične vrečke, saj traja kar 400 let, da se te razgradijo. Tudi v Sloveniji že prihodnje leto ne bo več na voljo brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk.